Drage gledalke in cenjeni gledalci, dober večer. Stavbe nam svojo arhitekturo pripovedujejo mnogotere zgodbe. Nekatere od teh pripovedi upovedujeta monografija in razstava Maribor, mesto, hiše, ljudje, stavbna zgodovina od sredine 18. stoletja do leta 1941. Ne le zgodbe, tudi skrivnosti šepetajo stavbni zidovi, ki so videli marsikaj. Sprehod po mestu nas malo domišljije prestavi v nek drug čas, ko je stavba pošte bila mestni špital, ko je v prostorih Rotovške knjižnice domovala Čeligijeva pivnica. V hiši na Jurčičevi 5 pa hotel, v katerem so prenočevale tudi kronane glave, denimo car Aleksander. V razstavišču Pokrajinskega arhiva Maribor je mogoče pokukati v samo gradbeno strukturo omenjenih stavb in tudi številnih drugih, pa tudi v načrt obnovitve stolnega zvonika iz leta 1796. Maribor se je namreč v 18. stoletju počasi tudi začel spreminjati iz podeželskega mesta v, bi lahko rekli, pomembno industrijsko mesto in pa postal je tudi upravno središče tega dela Štajerske in seveda vse to je vodilo tudi potem k gradbenemu razcvetu samega mesta. Sredino 18. stoletja v Sloveniji in na Štajerskem zaznamuje pozni barok. A mariborska arhitektura ni mogla ubežati novim modnim smernicam gradnje, ki jih je narekovalo svetovno gradbeništvo. Že v drugi polovici 18. stoletja je bilo obvezno gradbeno dovoljenje. Črnograditeljev tisti čas za razliko od današnjega ni poznal. Vsak poskus črne gradnje je bil namreč strogo sankcioniran. Vendar pa vse do sredine 19. stoletja ni bilo enotnih predpisov gradnje zgradb. Prelomno je bilo leto 1857. Obokane stropove so začeli zamenjevati z ravnimi stropovi, nadomeščati so začeli fasade, najprej baročne fasade, potem so te fasade nadomestile klasicistične. Na eni strani torej gre za čisto funkcionalne spremembe, ki torej so se dogajale, po drugi strani pa za preproste modne muhe, ki so jim bili pač meščani podložni. Kot omenjeno, leta 1857 pride do nekega, bi lahko rekla, kar velikega preobrata. Takrat je namreč izdan prvi stavbni red za Vojvodino Štajersko z izjemo deželnega glavnega mesta Graca, ki je dejansko natančno predpisal, torej, kako morajo biti stavbe zgrajene, poudarek predvsem na, bi rekla, zasebnih gradnjah. V okviru tega gradbenega oziroma stavbnega reda so tri izjemno pomembne prvine. In sicer prva je ta, da je ta stavbni red določil, da hiše v samem mestu ne smejo biti več krite za slamo, torej da morajo biti vse krite že z opeko in pa da morajo biti zidane, torej z opeko. Druga takšna, bi rekla, novost, ki jo je prinesel ta stavbni red, je bila ta, da so torej vsa kurišča oziroma ognjišča v hiši morala biti zidana in so morala biti opremljena z ustreznimi dimniki. In pa recimo ena tretja stvar, ki mogoče se zdi marsikomu smešna, ampak je pravzaprav zelo pomembna, ta stavbni red je tudi določil, kako morajo biti zgrajena stranišča v hišah. Namreč to je čas, ko so v hišah začeli postavljati stranišča, ki so se do takrat nahajala izven stavb in je natančno predpisoval, torej, kako zgraditi greznico, kako zgraditi stranišče. In je pravzaprav to na nek način pomenilo en korak, bi rekla, tudi k komunalni ureditvi samega mesta. In prav za obdobje od sredine 18. stoletja do leta 1941 je fundus gradbenih načrtov v Pokrajinskem arhivu najbogatejši. Načrti imajo ne le gradbeno, ampak tudi umetniško vrednost. Sprva so bili filigransko izrisani ročno, tudi kopije. Šele leta 1920 je ciklostiranje omogočilo izdelavo več mehansko izdelanih kopij. Razstava pa je le delček večplastne zgodbe, s katero Pokrajinski arhiv zaokrožuje svojo vključenost v projekt Evropske prestolnice kulture. Razstavo namreč spremljata tudi monografija in še ena deloma že uresničena zamisel. Istočasno smo prišli tudi do ideje, da vsebino teh hiš predstavimo tudi mimoidočim, tako da bomo tudi na nekatere izmed teh hiš postavili table, to se pravi označevalne table z vsebino. Smo pa želeli nekako narediti eno pot po mestu, ki... Učno pot naj bi lahko na nek način? Ja, tudi učno pot, ampak ne v smislu po glavnih ulicah, ampak tudi malo v stranske ulice, ki čem niso tako vidne. Teh označevalnih tabel bo nekje 30, vsebuje pa različne podatke od lastnikov, kar je za nekatere zelo zanimivo, od dogajanja v teh hišah, se pravi vsebinah hiše, tako rekoč, kaj se je v njej dogajalo, od obrtništva, trgovstva,
mogoče so bili v tej hiši rojeni, znani Mariborčani. Nekako pa smo hoteli tudi predstaviti stavbno zgodovino, se pravi pomembnost stavbe zaradi arhitekture. Pokrajinski arhiv Maribor je bil sicer dejavno vključen v dogajanje Evropske prestolnice kulture. Med drugim je sodeloval tudi pri odmevni razstavi Nemci in Mariboru v Veliki kavarni in razstavi Evangeličani v Mariboru. Kocke so lahko gradniki za marsikaj. Kaj vse lahko iz njih zgradimo, oblikujemo in ustvarimo, pa razkriva lutkovna predstavica Kocke, ki je namenjena otrokom od 1 do 4 let. Lutkovna predstava Kocke je nastala po motivih pravljice Ele Peroci Hišica iz kock. Predstavlja estetsko doživetje za najmlajše gledališko občinstvo. Ne gre za konkretno zgodbo, ampak se otroci lahko skozi predstavo igrajo. Ker je to gledališče, nekako pričakujemo, da otroci imajo pozornost, da gledajo skoncentrirano nek določen čas ena stvar, ampak to je predstava, pri kateri je treba upoštevati, da taki otroci tega še niso sposobni v taki meri. Kljub temu, da je predstava dolga pol ure, dopušča, da vmes se spuščajo otroci zvoke, da na določenih točkah sodelujejo prav s prepoznavanjem pojmov. Avtor glasbe je Klemen Bračko, avtorica likovne podobe pa Sabina Šinko in skupaj smo sodelovali vse od začetka. Sabina tudi poučuje likovno pedagogiko, tako da se na to spozna in je se odločila, da bomo se približali nekemu materialu, ki se otroci z njim lahko srečujejo vsak dan, se pravi papir, karton, kartonaste škatle, ki jih vsi srečujemo in ven iz tega smo naredili nekaj ustvarjalnega. Materialnost sama zadev ima zelo pomembno vlogo, to se pravi, iz česa je sama scenografija. Tukaj smo priča kartonu, ki je naraven material. Po drugi strani pa je zanimivo predvsem to, da pred očmi otrok nastaja sama scena. Torej, iz kock se zgradi hišica, ki je potem tudi končna slika. Na koncu pa seveda skozi te kocke lahko tudi sami gredo, lahko preizkusijo, kako težke so, lahko se jih dotaknejo. Majhne in velike kocke so v lutkovni predstavi gradniki posebnega gledališkega sveta, kjer živita Jelka in Danilo, glavna protagonista zgodbe. Prostor odrskih desk skozi igro in vzgojo približujeta najmlajšemu občinstvu. Gledališče za najmlajše ali baby drama, kot se nekako imenuje v Evropi, se je uveljavilo, oziroma ta proces se je začel nekje konec 90-ih let in sicer na Norveškem s projektom Glitterbird in pa v Italiji s projektom Small Size. No, predvsem Glitterbird se je razširil v kar veliko držav in sicer na Madžarsko, Nemčijo, Avstrijo, Francijo in v teh deželah ima torej to gledališče že kar zgodovino in je zelo uveljavljeno tudi. Odprto. Zaprto. Pri nas, bom rekla, je šele v povojih, v Lutkovnem gledališču Maribor je tole prva predstava, medtem ko v ljubljanskem Lutkovnem je pa že kar nekaj predstav. Vendar še vsekakor je v povojih in so eni poskusi šele, ki bodo, upam, da uspešni in bodo rodili tudi sadove in bodo otroci navdušeni, se bo delalo v bistvu v to smer naprej. Ker je to dejansko ena nova zvrst gledališča, ki jo publika še kako pričakuje. Predstava za otroke ustvari dostopen gledališki svet, zato je časovno krajša, tempo je prilagojen in ni zastrašujočih elementov. Otroci v predstavi prepoznavajo predmete, živali in pojme. Glasba se izvaja v živo.
Zdaj v pomoč mi je sigurno to, ker sem mama 3-letne punčke in je to največja moja izkušnja za razumevanje tega, kako tako majhen otrok dojema stvari. V tem gledališču za najmlajše je posebnost ta, da igralci ne prevzamejo nekih dramskih vlog, ampak so oni sami in se v bistvu igrajo in na ta način zelo približajo tudi otroški igri in telesnost in materialnost njihovih stvari. Mislim, to je tisto, kar otroke pritegne in razvija potem tudi njihovo domišljijo. Mislim, da je bistvena razlika v tem, da se tu zares igraš. Da tu ne prideš skozi, če igraš. Se pravi, če poskušaš biti ti akter in oni so samo publika, ampak da se tudi ti igraš na odru, da si tudi ti v igri, da ti poskušaš privabiti, da se skupaj igramo, ker otroci takoj začutijo, če ni zares. Tu je več na tej čutnosti, na senzoriki otrok. Oni bolj dojemajo malo počasneje, bom rekel, in potem tudi bolj vizualno. In potem vsako stvar v bistvu naredimo bolj počasi, umirjeno in predvsem tudi bolj nežno. Kocke bodo na odru mariborskega lutkovnega gledališča znova na ogled v soboto 29. decembra. V slovenski zgodovini so na brezštevilnih področjih puščali številne odtise. Gre za razumnike, ki so bistveno zaznamovali slovensko 20. stoletje. Prav o teh znamenitih osebnostih pa je spregovoril tudi 3-dnevni mednarodni znanstveni simpozij v organizaciji Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča iz Maribora in Slovenske vojske. Ko so pred 2 letoma pri Zgodovinskem društvu dr. Franca Kovačiča skupaj s Slovensko vojsko prvič zasnovali mednarodni znanstveni simpozij o pomembnih slovenskih osebnostih 20. stoletja, si niso mislili, da se jih bo pri izboru nabralo ne le za en simpozij, ampak celo 2, morda še več. Predavatelji so tako obravnavali osebnosti iz politične, kulturno-literarne, zgodovinske, vojaške, duhovniške scene. Od pisateljice Mire Mihelič do državnika Antona Korošca, kiparja Jožefa Ajleca in arhitekta Jožeta Plečnika, ter številnih drugih znamenitežev in razumnikov, do dobra ali pa nekoliko manj zapisanih v narodov kolektivni spomin. Eden izmed pogojev je bil, da jih ti znanstveniki znanstveno proučujejo, ker to je le znanstveni simpozij, kjer poskušamo ovrednotiti posameznike iz vseh področji, na katerih so delovali. In pa drug pogoj je bil, da niso več živi. Vendar pa se niste osredotočili v bistvu samo na like oziroma figure, ki so zaznamovali celotni slovenski prostor, ampak tudi na nekatere lokalne, kaj ne? Ker je Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča deluje v Mariboru, v tem okolju smo se osredotočili tudi na osebnosti iz Maribora in okolice, vendar pa vključujemo tudi Slovence, ki so sicer Mariborčani, Štajerci, ampak so delovali na celotnem nacionalnem ozemlju. Dajmo prvo besedo ženskam in damam. Alma Karlin je morda raje kot dama bila popotnica z deškim načinom oblačenja in dokaj deško frizuro. Ta pisateljica slovenskega rodu se je izražala v nemščini in se nikoli ni prav izrecno opredelila, ali je Slovenka ali ne. Predstavlja pa v kontekstu slovenske zgodovine tudi en tak zanimiv primer medkulturne identitete, in sicer nemško-slovenske. Zmeraj smo bili malo v dilemi, a je naša ali ni, ampak ta vprašanja identitete niso obremenjevala, ker je imela preveč drugega dela, znanstvenega, raziskovalnega in pisateljskega. V svojem življenju pa je zamenjala več potnih listov, nikoli po svoji izbiri, države so se menjale, sistemi so se menjali, ona pa je ostajala zavezana svojemu pisateljskemu delu. To je bilo njeno glavno poslanstvo. Hkrati pa je ta samosvoja Celjanka domovini in svetu dokazovala, da ženskam v družbi lahko uspe, ne glede na prepričanje, ki velja zanje. Gotovo že svojo pojavo in s tem, da se je vsa posvetila umetnosti, se je pravzaprav nekako odločila skoraj za celibat, na račun svojega ustvarjalnega dela. Umetnosti je pomenila vse, pisanje je pomenilo vse,
približevanje bralcem, tedanjim bralcem raznih eksotičnih kultur, tudi vse. Prepričanja in filozofija naslednje pomembne osebnosti so proti koncu 80-ih let završale v Slovenski katoliški cerkvi. Duhovnik, filozof in pisatelj Vjekoslav Grmić, tudi nekdanji mariborski pomožni škof, danes bi ga imenovali škof pomočnik, je v RKC vsekakor pustil svoj odtis. Gotovo gre za eno od najizrazitejših osebnosti v katoliški skupnosti v drugi polovici 20. stoletja, ki je posebej po imenovanju za mariborskega pomožnega škofa leta 1968 približno desetletje v veliki meri narekovala tempo krščanske kulture pri nas. Šlo je za izrednega intelektualca, verjetno gotovo za enega najplodovitejših, pa tudi najprodornejših slovenskih teologov, ki je posegel na številna področja sodobne teologije in jih uvedel v slovenski prostor. Bil je tudi izjemno dejaven, po drugi strani ga je pa morda nekoliko zaviralo skoraj dualistično pojmovanje razmerja med ljubljansko in mariborsko škofijo, kjer je praktično vse skozi gledal dva različna svetova in pri tem seveda poudarjal izjemnost poti mariborske krajevne cerkve. Tudi Jurij Trunk je bil po svoji primarni poklicanosti duhovnik, a njegovo zanimanje je počivalo predvsem v preučevanju slovenskih izseljencev. Po drugi strani je bil pa tudi pisec o slovenskih Američanih, torej napisal je prvo knjigo, ki obravnava pravzaprav slovensko izseljenstvo v Združenih državah Amerike. Poleg tega je pa potem po plebiscitu, potem ko je bil pač prisiljen oditi iz Koroške kot politični emigrant, je potem odšel v Združene države, kjer je bil prav tako slovenski duhovnik po slovenskih farah. Bil je v bistvu znanstvenik, publicist, po drugi strani pa tudi politik. Zanimivo je potem, da je bil pravzaprav človek, ki se je ukvarjal tako z izseljevanjem kot tudi z koroškimi Slovenci. Deloval pa je v bistvu v obeh svetovih. Vsako drugo decembrsko nedeljo zbori po svetu zaznamujejo Mednarodni dan zborovskega pitja. Pevsko udejstvovanje je tudi ena najbolj razširjenih dejavnosti v Mariboru. Tukaj namreč deluje kar 50 pevskih zborov. Mednarodni zborovski dan pa so zbori zaznamovali tudi svojo predstavitvijo na nedeljskem koncertu v dvorani Union. Ideja Mednarodnega dneva zborovskega petja je, da pokažemo to množičnost, da pokažemo to sodelovanje med ljudmi in narodi. Saj vemo, da ogromno ljudi v Sloveniji prepeva, je prepevalo od šole do kakšnega zbora in vse te bivše pevce, aktivne pevce bi radi nekako zbrali v en res ogromen pevski zbor. Zborovsko petje je obsežna zadeva, milijon zborov je. In če vsak zbor šteje tako od 10 do 25 pa 45 pevcev, si lahko predstavljate, koliko pevcev aktivno sodeluje na tem področju umetniškega ustvarjanja. To je skratka najbolj razširjena umetniška zvrst.
Konkretno v Mariboru je Mešani pevski zbor Promuzika organiziral tak koncert v znamenju Svetovnega dneva zborovskega petja pred 5 leti prvič. To se je porodilo tako čisto spontano iz srečanj z drugimi zbori, ki smo jih gojili pač že kar lepo število let. Tu smo pa potem organizirano, smo povabili 2 ali 3 zbore še zraven k našemu in smo potem pripravili tak koncert. Tudi v tem smislu druženje pevcev, ne samo slovenskih, ampak tudi v mednarodnem merilu prijetno doživetje in pa še bolj obeležuje to svetovnost zborovskega petja. Leta smo osnovali ta mešani pevski zbor Promuzika in takrat z večjimi ali manjšimi uspehi, pač kakor so možnosti, delamo, koncertiramo. Zadnja leta vodi ta zbor moja žena, zadnjih 6 let, tako da jaz pa še veselo prepevam zboru. O spodbujanju zborovskega petja lahko govorimo iz več aspektov. Vemo, da je zborovstvo nekako obvezno v osnovnem šolstvu. Kasneje se ti zbori po srednji šoli nekako formirajo v kulturnih društvih. Drugače pa sam sklad ima 2 funkcije. Eno je funkcija sklada, se pravi financiranje preko državnih in preko lokalnih sredstev, preko razpisov do teh skupin. Druga velika funkcija pa je seveda izvedbena funkcija. Tukaj sklad nastopa kot produkcijsko telo, se pravi v organizaciji prireditev, revij, preglednih revij, ki so vedno strokovno spremljane, vzpostavljanje tako imenovan regijski nivo in državni nivo, se pravi piramidalni sistem kvalitete. Na najvišji inštanci organiziramo še državno zborovsko tekmovanje, Naša pesem in mednarodno zborovsko tekmovanje, ko k nam prihajajo tudi tuji zbori. Tako da je ta piramida enotno sestavljena po celi Sloveniji. Mislim, da za zborovstvo je v tem smislu dobro poskrbljeno. Poročilo Svetovnega dneva je, da je zborovstvo povezovalni dejavnik ljudi v majhnih skupnostih in v človeški skupnosti nasploh. Zaradi tega bi se nas moralo bolj slišati. Ne samo ob lepih melodijah, ampak tudi ob vrednotah, ki jih ob tem gojimo, ki so vrednote vzajemnosti, solidarnosti, medsebojnega razumevanja, kulturnega dviga, razgledanosti in tako dalje. Drage gledalke in cenjeni gledalci, tokratni glasnik se je iztekel. Počasi pa se bo iztekla tudi Evropska prestolnica kulture in njena eksplozija kulture. Vendar pa glasnika v tem letu še ni konec, tako da se vidimo prihodnji teden. Do takrat pa se imejte lepo in nasvidenje. V živo iz New Yorka prenosi Metropolitanske opere v SNG Maribor. 15. december Aida. HD prenose v SNG Maribor je omogočil generalni pokrovitelj Siol.